Gospodarstvo v Indiji, državi s kar 1,4 milijarde prebivalstva, ponuja veliko poslovnih priložnosti, od avtomobilske industrije do visoke tehnologije. Vendar pa so številni slovenski podjetniki na začetku sodelovanja s tako oddaljenimi državami razmeroma nezaupljivi. Mi Slovenci kot taki smo bolj preko sigurni, a pa ziharaši lahko rečem, tako da v bistvu vsak korak, katerega se pač posameznik odloči, je potem tehtno preuči te možnosti in pa v tem delu vidimo mogoče malce problema, ampak kljub temu lahko, tako sem omenil, dejansko vidimo veliko priložnost na več milijonskem trgu in pa dejansko neko sodelovanje, ki je že bilo v preteklosti med državami in pa tudi lahko rečem tudi na področju, če ponostavim, tudi neuvrščenih kot takih. Mislim, da je to zgodba, ki bo v prihodnosti zelo zanimiva. Poslovni svetovalec Davorin Likovič že več let posluje z Indijo, pri sklepanju poslov pa pomaga tudi slovenskim podjetjem. Lahko vam povem, da se gre od same proizvodnje slovenskih podjetij dol do uvoza raznoraznih materialov v Slovenijo, predvsem zelenjave, sadja, čajev, začimb. To se že kar precej konkretno premikajo zadeve. Na Jesenicah so prepričani, da je Indija v marsičem zanimiva za lokalna podjetja, zato jim bo občina pomagala pri navezavi poslovnih stikov z indijskimi podjetji. Seveda bomo pa vsekakor na Jesenicah poskušali v naslednjem mesecu poklicati vse naše zainteresirane podjetnike, za katere menimo, da imajo voljo, imajo potencijale in pa seveda znanje, da bi jim predstavili, kaj Indija lahko ponuja. In seveda tukaj ob pomoči indijske ambasade in pa njihovih svetovalcev ne dvomim, da ne bomo našli kakšen skupni interes, kar bo pa tudi seveda za našo občino izjemnega pomena.